To je pa mladen Rudonja. Ne, to je, no ja, čeprav pa mislim, Milan. O kdaj pa kure mislite? Se sploh nimate oblike za razmišljanje? Enel hop, da vam manjka. Ojo! 24 years to living next door to Milan. Who the fuck is Milan? Ti, a veš, da me je strah. Seveda vem, zajci ste bojazljivi ljudje, zakaj te je pa strah? Sploh nisem človek, ampak zajec. Strah me. Zakaj? Prihaja. A se ti ne zdi, da malo preveč haluciniraš? Ne, sploh ne. Pujsa dobimo za soseda. Kaj? Pujsa, 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 pujsa. Dobimo za soseda. Kaj, kako, a kaj? Mislim, a takoj? Ja, še danes. Vse to dogajanje bo spremljala moja zakleta duša. Duša nekdanjega sostanovalca izpred milijon let. V tistih dneh so imeli človeki veliko večje možgane kako danes. Zato so se pustili zmamiti različnim skrivnostim. Pri svojem početju so bili tako uspešni, da so postali milijonari in nikoli niso bili zaradi česarkoli zaprti. Me pelje kar nekam. Pot ima srce. Jaz imam srce, ljudje.
Biljekar. Show must go on! Goska! 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 Dobar dan, Kawoška. Ja, Goska. Ti poglej, kako sta kura in zajec lepo pospravila. Imava pa res dobre sosede, a ne? Ja, to je pa res. Boljših ne bi mogli imeti. Takile sosedje so zlata vredni. Pa kako je bilo včeraj? Cool, a ne? Včeraj je bilo pa fancy, mislim, fuj se je dogajalo do 3 zjutraj. Malo me sicer boli glava, ampak sem že pogoltnil 2 meksalena in mislim, da bo sedaj okej. S prodajo alkoholnih pijač pa smo kar precej zaslužili, da si bomo lahko kupili družinski avto, ki bo vsem stanovalcem na razpolago. Kar bo ostalo, pa bomo namenili vojaškim vajam za moške in ženske. Ampak to, da nam pošljejo takšnega soseda, to je pa više kriminala. Jaz se bom pritožil na občini in dosegel, da bomo tega prasca izločili iz našega bloka in ga diskvalificirali iz področja pravic živih bitij na planetu Zemlja. Da to bom zahteval. Gospod zaklonišče! Noči gledati se svinje, ne mane, pujza ste posljedane svinče. Vso ulico je posvinjal, drva nosil svojo lukno, vse bo sfižil. Mi ogrevamo na plin, mi smo sodobni, mi imamo vse, mi smo jako rejeni. In sedaj bo pujs, vse uničil, vse nasvinjal. Blek, ti nisem rekel, vse bo pokvaril, vse uničil, vse nasvinjal, vse popujsal. Mislim, ne da bi hotel delati zdraho, sploh ne. Ampak mi se moramo organizirati, mi se ne bomo dali. Ti boš organizatorka dobrodelnega koncerta za našo stanovanjsko skupnost. Bože, kaj lepega zapela, ti to znaš. Videti mora biti prijetno in prijateljsko. Jaz pa si bom napisal govor, da smo proti zapisovanju našega bloka. Človek, ti si genijski genij. Ti si genij nad geniji, ti si... Nehaj goskati in zapriva okna, ta dim postaja nevzdržen. Ti pa začni obveščati vse stanovalce. Ja, v redu, ja, v redu. V redu, ja, v redu, ja. V redu, ja, v redu. V redu, ja, v redu, ja, v redu.
Človeštvo je pokončalo samo sebe, z atomskimi bombami, novimi boleznimi, tako dalje in tako dalje. Bilo je pred milijon leti. Ljudje so imeli v tistih časih veliko večje možgane kako danes. Zato so se pustili zmamiti različnim skrivnostim. Pri svojem početju so bili tako uspešni, da so postali milijonari. In nikoli niso bili zaradi česa koli zaprti. Zato zastavljam vprašanje, čeprav ni nikoga okoli mene, ki bi lahko odgovoril na. Ali kdo dvomi o tem, da so bili 3-kilogramski možgani za človeštvo usodna napaka in krivi za zlo, ki smo ga slišali ali videli kratko malo posod? Moj odgovor. Nič drugega ni moglo biti krivo, saj je bila Zemlja čisto nedolžen planet, z izjemo tistih velikanskih možganov. Spoštovani sostanovalci, Bože šlo. Ja. Spoštovani sostanovalec. Sostanovalka. Pa ne me moti, no, torej. Spoštovani sostanovalka. Spoštovana sostanovalka. Joj si ti goskasta, torej. Spoštovana sostanovalka. Gori na glavi, prišel je pujs, je že začel sanjati. Povsem vrišču razmetana polena, potem pa je zakuril, da se je kadilo kot svinja. Veš, pa je človeku vok že vse pospravil. Kje sem že ostala? Ja. Aha, zato danes večer organiziramo dobrodelno akcijo pod naslovom Znebimo se pujsa. Pridite na dvorišče ob 19. uri. Seboj prinesite transparente in denar. Ga. Ja, pa denar, no? Ga. Ki ga boste po lastnih zmožnostih prispevali za ustanovitev dobrodelnega društva ZSP. Ob uradnem delu večera smo za vas pripravili še zabavni program. Glavna točka, goskin spev. Hvala. No ja, pridem. Upam, da bo na to vse zabavno. Točka pa mi ni všeč, kakšen diletantizem. Mislim, bolje bi bilo, ko bi nastopila jaz, ampak bo že izpeljala. Pridem. Halo, goska, kako smrdi? Hočem reči, kako si? Fajn, poslušaj. Spoštovana sostanovalka. Ej, jaz sem moški. Spoštovana sostanovalka moški. Goske so neumne živali. Nekam nas bodo pripeljali s to goskasto glavo. Gori, prišel je pujs, je že začel sanjati. Povsem vrišču razmetana polena, potem pa je zakuril, da se je kadilo kot svinja. Veš, pa je človeku vok že vse pospravil. Kje sem že ostala? Aha, zato danes večer organiziramo dobrodelno akcijo pod naslovom Znebimo se pujsa. Pridite na dvorišče ob 19. uri. Seboj prinesite transparente in denar. Pa denar, no? Ki ga boste po lastnih zmožnostih prispevali za ustanovitev dobrodelnega društva ZSP. Ob uradnem delu večera smo za vas pripravili še zabavni program. Glavna točka, goskin spev. Hvala. To je rešitev. Takih smrljivcev se moramo takoj znebiti. Pa še pravijo, da so to izredno inteligentni ljudje. Meni se pa zdi, da imajo zelo nizko čelo. Grozljivo! Ja, res. Ja, Madonca.
Dejansko so človeška mišljenja vodila njihova dejanja v popad. Julij Cezar, na primer, je bil lahko v nekem trenutku državljan in že v naslednjem klavec. Evropski papirnat denar je bilo mogoče zamenjati za hrano, bivališče in obleko in že v naslednjem poslati z njim nov ptiče kletke. Vesolje je stvaritev vsemogočnega Boga, v drugem pa rezultat velikanske eksplozije. Zasluga zmanjšane možganske moči je, da taka muhasta mišljenja nič več ne odvrača ljudi od bistva življenja. Spoštovana sostanovalka moški, gori nam gori, prišel je pujs, je že začel sinjati. Posem dvorišču razmetana polena, potem pa je zakuril, da se je kadilo kot svinja. Veš pa je človeku vok že vse pa spravil. Potem pa je še z moko zapackal dvorišče, samo Kako? No, ne boš je tiho že vse pospravil. Kje sem že ostala? Aha, zato danes večer organiziramo dobrodelno akcijo pod naslovom Znebimo se pujsa. Pridite na dvorišče ob 19. uri. Seboj prinesite transparente in denar, ki ga boste po lastnih zmožnostih prispevali za ustanovitev dobrodelnega društva ZSP. Ob uradnem delu večera smo za vas pripravili še zabavni program. Glavna točka, goskin spev. Hvala, 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 hvala. Slabo sem te razumela. Zdaj ponovi. Spoštovana sostanovalka moški. Pa ti nisi normalna. Jaz sem sostanovalka moški, sem kura ali petelin. Ja vsak ve, da sem kura. Ti si ena navadna neumna gos. Niti tega ne veš. Ali je prej bilo jajce ali kokoš? Nič ne veš o znanstvenih razpravah. A si že zdaj prebrala kakšno strokovno literaturo? Pa kaj moram, če me pa vsi samo popravljajo. Najprej je nekdo moški, potem ženska, potem moški ženska in ženska moški. Ta svet je že čisto na glavo obrnjen. Kaj pa ne? Nova izmišljotina, nov veleizum, nova rešitev zate, goska. A res? Res. Množina! Kaj? Množina, razumeš? Reči moraš spoštovani sostanovalci. Tako ne bo nihče pomislil, da ga zamenjuješ s spolom. Joj, kako si ti pametna. Kura, 100-krat ti hvala. No, sedaj pa ponovi. A si ga videla, pujsa nemanega? Videla, kako buta sodeluje, kaj? No, sedaj pa ponovi. Spoštovani sostanovalci, gorje nam gorje. Prišel je pujs, je že začel sinjati. Čakaj. Ne bo v redu. Reči raje spoštovane sostanovalke in sostanovalci. Tako se bolj plemenito sliši. Zdaj sem pa že čisto zmešana. To si odnektaj, ponovi. Spoštovane sostanovalke in sostanovalci. Blablabla. Glavna točka, goskin spev.
Maj živci pa našli pa zup, pa nareda bom, kaj pa misli, da je? Puls je tu, je viden oddalek. Danes zagotovo pride. Citat. Najprej pride žrtje, potem morala. Bertolt Brecht. Pot me pelje kar nekam. Pot ima srce. Jaz imam srce ljudje. Spoštovane sostanovalke in sostanovalci, Galena Marije, prišel je pujs, je že začel snijati. Posebno dvorišču razmetana polena in dim, veš pa je človeku Bog že vse pa spravil. Potem pa je še z moko zapackal dvorišče, pa je dihu ne boš pa spravil. Nato pa še z blatom, samo poglej. Shit! No, ne bo še kura že vse počinila. Kje sem že ostala? Aha, zato danes večer organiziramo dobrodelno akcijo pod naslovom Znebimo se pujsa. Pridite na dvorišče ob 19. uri, seboj prinesite transparente in denar, ki ga boste po lastnih zmožnostih prispevali za ustanovitev dobrodelnega društva ZSP. Ob uradnem delu večera smo za vas pripravili še zabavni program. Glavna točka, goskin spev. Hvala. Dobro si ti tole naštudirala, goska. Dobro si ti tole naštudirala, goska. Cool! Zagotovo pridem. Sicher, da se bo kaj dogajalo. Vidimo, stara, vidimo, stara. Vidimo, stara. Tale zajec je pa malo čuden. Sicer pa sploh ni imel pripomb. Ja, je čisto v redu, dečko. Ojoj, oprostite, malo sem se razživela, pa skoraj zaletela, no. Nič hudega, je že v redu. Spoštovane sostanovalke in sostanovalci, gori nam gori, prišel je pujs, je že začel sinjati. Po vsem dvorišču razmetana polena in dim, veš pa je človeku Bog že vse pa spravil. Potem pa je še z moko zapackal dvorišče, pa dihu ne boš pa spravil. Nato pa še z blatom, pa je kura ne boš počelila. Kje sem že ostala? Aha, zato danes večer organiziramo dobrodelno akcijo pod naslovom Znebimo se pujsa. Pridite na dvorišče ob 19. uri. Seboj prinesite transparente in denar, ki ga boste po lastnih zmožnostih prispevali za ustanovitev dobrodelnega društva ZSP. Ob uradnem delu večera smo za vas pripravili še zabavni program. Glavna točka, goskin spev.
Hvala. Ne, hvala, me ne zanima. Cepec. Ga ne zanima. Cepec. Ga ne zanima. Cepec. Citat. Človek je dvonožec brez perja. Plato. No, a si opravila? Spoštovane sostanovalke in sostanovalci, gori nam gori, prišel je puls, je že začel sanjati. Kaj kadilo se, nam od jezec v šest, veš pa je človeku vok že vse pa spravil. Potem pa je še zmoko zapackal dvorišče, pa je dihu ne boš posesal. Na to pa še z enim šitom zapackal dvorišče, pa je kura ne boš počedila. Zato danes večer organiziramo dobrodelno akcijo pod naslovom Znebimo se pulsa. Pridite na dvorišče ob 19. uri. Seboj prinesite transparente in denar, ki ga boste po lastnih zmožnostih prispevali za ustanovitev dobrodelnega društva ZSP. Ob uradnem delu večera smo za vas pripravili še zabavni program. Glavna točka, goskin spev. Hvala. A ti veš, s kom se pogovarjaš? Joj, oprosti. Nič oprosti! Saj sem si vendar jaz to izmislil. Si vse obvestila? Ja, pa oprosti, no. Nič oprosti! Ja, oprosti, Nič no. oprosti! Sem obvestila vse da. Samo en cepec mi je rekel, da ga ne zanima. Ves je bil čuden, še bolj čuden, kot tale nova prispeli puls. In sploh se ne spomnim, da bi ga kdajkoli videla. Kaj hočemo? Trape pa štrap za plankanje. Glede na to, koliko si prismuknjena in zbešana, pa je čisto mogoče, da se ti vse skupaj sanjalo. Sedaj pa hitro na priprave. Pripravite transparente in svojo pesem, zdaj pa te spremljena kitaro, da malo popestrimo dogodek. Jaz bom imel najprej govor, na to pa ti zapoješ. Na delo, od vas pričakujem vso resnost k pristopu akcije in vestno vodenje vseh prejetih finančnih sredstev. Organizacija mora potekati brez komplikacij. Ja, pa oprosti, no. Nič oprosti! Ja, pa oprosti, no. Nič oprosti! Ja, pa oprosti, Nič no. oprosti! Ja, oprosti, no. Nič oprosti!
pesmico in ob kitari pa me bo me pa Axel vseeno spremljal zajec. Lumen. Sedaj pa pojdimo k pujsu, mu povemo, kam mu gre. Ženimo, torej pokažimo mu, da ne spada vse med dobre stanovalce in svetovljane. Dobar dan, izvolite naprej. Mi, pujs, tako da boš vedel, mi smo ti prišli, če nas že povabiš, bomo pa stopili noter. Ravno sem vas hotel povabiti na čeček in piškote, ki sem jih napekel. Kaj izvolite? Ledeni piškoti so. Za vsakega pa sem pripravil majhno darilce, čisto tako, kar sem se preselil. Za vsakega ena glineno figurico. Kaj izberite si? Nekoč sem se z nekom pogovarjal o nekem človeku. Ta nekdo mi je rekel tele besede. Ja, saj je čisto v redu človek. Gotovo pa ne bo nikoli ustvaril Beethovenove 9. simfonije ali pa morda napisal telih vrstic. Ves ta svet je oder in moški vsi in ženske le igravci. Nastopajo in spet odhajajo in vsak igra razne vloge. Kaj je problem človeštva pred milijonom let? Povedati vam moram, da tam, kjer živim, sedaj štejemo leto 1.000.2002. Torej, edini problem človeštva pred milijonom let so bili njihovi preveliki možgani. Še epilog. Neka druga teorija je trdila, da so bitja prišla na kopno v parih po 2 in 2, ko so se izkrcala iz Noetove barke. He, he.